Tin Urška, a ne? Najprej se bom pogovoril s Tinom na kratko. Vi ste se prvič zdaj preizkušate v vlogi režiserja, a ne? In tudi scenarista svojega lastnega filma. Kako je prišlo do te ideje? Zdaj to je že nekaj, kar po mojem tli v meni že kar nekaj let. Tudi v preteklosti sem že delal kakšne krajše videe, skeče, kakšne reklamce, tudi kot režiser, scenarist, ampak vedno mi manjka en velik kos, da bi to ratal in pa se je to zgodilo v obliki Urške. Jaz sem bila manjkajoči košček. Ti si Velik kos. Nisi, ne. Kako velik kos potem zdaj predstavlja Urška? Urška je polovica kosa. Kos? Mislim, kos, kaj? Kaj, jaz sem celota. Kos si skušala, Ne, Urška je čist, brez nje ne bi se zgodilo nič, po prvič povedano. Zdaj oba dva ustvarjata scenarij, a ne? Scenarij za film, ki bo kakšen? Ja, po mojem, če kar Urška Pojka bolj zna te stvari razložiti. Ne, a res se znam. Jaz lahko povem uvod, pa ti pa napovem. To je romantična komedija Zmešnjava, nekaj sladkega je naslov filma. To je tak film poln preobratov, zapletov, skozi se nekaj zapleta, odpleta. Zdaj, ne vem, v sami zgodbi, mogoče če Urška malo več pove. To sem jaz hodila povedati. Tako kot je povedal Tina, poleg tega gre pa za neko organizatorko, našo glavno junakinjo, ki kariera visi na nitki in njen glavni gost zamudi na letalo. Zato, da bi preprečila katastrofo, se v zadnjem hipu odloči zamenjati glavnega gosta z njemu na las podobnim slaščičarjem. Potem pa je to šele začetek zgodbe, tako da je kar zanimivo. Ja. Pa je zgodba že končana? Zgodba je že končana, ampak pri scenariju je tako, da se ga stalno dodeluje. In zdaj trenutno imava osnutek številka 7, ki se še dodeljuje. Mislim, da sva ga kar dobro že polirala in vsak dan se mi zdi, da se utrne spet kakšna nova ideja. Lahko bi pa tukaj še izboljšali to. Poleg tega imava v bistvu sodelovanje, recimo glavnega igralca, že tudi lahko poveva, kdo to je, in je on tudi kar dal neko svoj vidik tega, sooblikuje ta lik, oziroma v njegovem primeru kar dva lika. Kdo pa je potem glavni igralec? Ja, to je pa en makedonski igralec, komik, Saško Kocev. On je v bistvu, bi rekel, eden najboljših igralcev na Balkanu, tudi v Makedoniji. Zdaj je pred kratkim imel veliko čast, ki je igral glavno vlogo v predstavi Macbeth. Recimo, to je bil tudi njegov, po moje, en tak izziv, da se loti ene take resne vloge. Zdaj pa se mi zdi, da je dosegel tudi neke te svoje lastne izzive. Se mi zdi, da bi rad se pa lotil mogoče nečesa malo bolj lahkotnega, in to je, se mi zdi, v pravem času prišel ta naš film, tako da smo se zelo poklopili. Tudi bil je zdaj pri nas 10 dni skoraj, se mi zdi, vsaj občutek je bil tak. Hecam se, smo se super imeli, smo vsak dan delali na scenariju, tudi on je veliko prispeval. Tako da je pa scenarij, kot je Urška rekla, to se mi zdi ne bo konca do prvega snemalnega dne, pa še takrat med snemanjem bomo kaj spreminjali, predvsem dialoge, ko se šele na licu mesta, ko smo vsi tam, čuti, kaj je ta prava stvar. In pa še v montaži se itak lahko še vse spremeni, če bo treba. Tako da po moje, da tudi, ko bo film že čisto končan, bomo mi da še, bi še tam nekaj spremenili, pa kaj nismo še to dodali. Tako da ni nikoli konca. Je pa res, da ta scenarij stoji, mislim, je nekje od januarja tako bil ready, pa tudi ta 7. osnutek je v bistvu, če tako dejansko pogledala, 40. v resnici, ki so že vmes 100-krat vse spremenila. Kdaj sta pa potem sploh začela? Po moje poleti, lani poleti, ko so ugotovila, da ta epidemija ne bo trajala samo en mesec, recimo, je pa res, da takrat so v bistvu rekla, dajmo izkoristiti ta čas čim bolj produktivno, so dala na mizo vse ideje, ki so jih imela za filme, različne zgodbice, in so ugotovila, da je v bistvu ta mogoče najbolj optimalna v tem trenutku in za realizirati, in lokacijsko, in finančno, in pol so začela pisati nekaj, po moje, skoraj da ne v takem času lani. Glede na to, da bo glavni igralec Makedonec, bo film v makedonščini? Tudi, ja. Bo v vseh jezikih v bistvu bivše Juge.
Imamo 2 igralca iz Srbije tudi, eno hrvaško igralko, pa večinoma smo Slovenci, tako da je tukaj ta neka mešanica jezikov. No. Gre za povezovanje, mi to radi poudarimo, no? Da gre za povezovanje bivše Juge, tako zelo pozitivno v obliki komedije, tako da mislim, da je nekaj takega, kar vsi rabimo, no? Da nek tak prijateljski podton, tudi za tiste mogoče generacije, ki nimajo tega občutka, kako je bilo v stari Jugoslaviji in tako naprej, je prav, da damo nek občutek, kako je to, ko smo v bistvu vsi na nek način bratje in sestre. Ja. Je pa to, bom rekel, mednarodni projekt, a ne? Ja. In je potem torej tudi organizacijsko, posebej pa finančno verjetno kar precej zalogaja, ne? Ja, res je. Mislim, mednarodni predvsem v tem, da smo povabili vse te ljudi, da se nam pridružijo. Je pa res, da sem jaz praktično zadnjih že tako 13 let nastopil veliko po celi Jugi in sem počasi spoznaval te neke ljudi, te neke like, karakterje in sem jih zdaj začel snubiti, da se nam pridružijo. Tako da, kar se samega snemanja tiče, bo vse v Sloveniji, bomo pa morali poskrbeti, da bojo prišli vsi sem in da bo tukaj vse tako, kar mora biti. In ja, pa to takoj potegne še neke stroške za sabo. Kdaj pa nameravate začeti snemati? Snemamo 5. septembra snemamo cel september, priprave pa seveda potekajo že zdaj, smo že v višji predstavi. Ja, zdaj v bistvu ta teden se nekako končuje ta nek prva faza, potem pa imamo samo še 12 tednov do začetka, to je ponovadi pol zdaj pa ni več heca, zdaj pa gremo akcija. Ni več poti vrnitve. Prej še kaj se da rešiti, ko imaš, se še caj, to bomo še pola razmišljali. Zdaj pa moramo tudi v roku, bi rekel, teh za naslednjih 14 dni bo ključnih. No, to je poanta. Kdaj pa, kako dolgo naj bi trajalo snemanje? Ja, zdaj planiramo 20 snemalnih dni, kar je malo, ampak hkrati se mi zdi dovolj, no, morali bomo snemati dosti hitro, dosti učinkovito, dinamično. Tako da 20 dni, seveda s presledki, pa mogoče kakšen dan vmes odpade zaradi vremena, pa mogoče kakšen dan še rezerve, če se bo kaj zalomilo. Tako da računamo nekje, 20-25 bomo videli, koliko bo vse skupaj uspešno. Pa vmes, da se ljudje malo spočijemo, ko bomo verjetno na koncu septembra vsi čisto mrtvi. Potem pa kdaj ne bi film prišel v kinematografe? Naslednja pomlad, smo računali. Mogoče tako optimalen, mislim, taka želja najna je mogoče za 8. marca, da bi že, ampak to, mogoče, upajmo, bomo videli. Tako se jaz želim, 8. marca mi zdi tak super dan. Da pelješ svojo punco za 8. marca v kino, to bi bilo idealno. Ali imamo? Ali pa imamo. Vsak rabi nekaj sladkega. No, tudi lahko je tudi moški, ki si želi biti ženska. Če sem rekla, vsak rabi nekaj sladkega. Vsak si nekaj, ja. Nekaj sladkega je naslov filma, ne? Zakaj ravno ta naslov? Ja, velikrat v bistvu, vsaj jaz, no, tako se kam, jaz bi nekaj sladkega, ne? Ja, bolj jaz pojem. In potem on poje vse. Ja. Ampak ne, nekaj sladkega je tudi v prenesenem pomenu, ne? Je v povezavi s vsebino, pač glede na to slaščičar, nekaj ne smemo izdati, drugače pa gre za sladko v pač prenesenem pomenu, tako da imamo lahko tudi sladke misli, sladko življenje. Tako. Jep, se strinjam. Je pa film nekaj posebnega tudi po načinu financiranja, ne? Torej, nekaj sredstev zbirate verjetno preko sponzorjev, ne? Druga pa tudi preko platforme Kickstarter. Kako to, da sta se odločila za ta način? Ja, boš ti povedala, da bi nekaj dodala. Jaz mislim, da si ti prav nastal za te finance, pa poslovni model. Jaz sem kar nekaj let raziskoval, kako se loti tega, sem predvsem v tujini spremljal, kako Američani delajo za te neke ultra low budget neodvisne filme in tukaj v bistvu se je pol porodila neka ideja za ta nek sistem, kjer bi po eni strani ljudje v ekipi bili tako kot en rock band, se pravi, da ni zdaj tako, da ti vsega najameš, ampak da smo vsi skupaj v nekem procesu in pol hkrati se tudi vsi skupaj delimo uspehe. In tukaj pa najprej se je začela ta zgodba razvijati in pol, ko smo iskali načine financiranja, je bilo pač na prvi strani so tukaj neki sponzorji, pa skupina enih investitorjev, ki se nam je zdaj pridružila, to so taki uspešni poslovneži, ki vidijo zdaj v tem tudi en način širjenja, promocije, pa tudi na nek način zaslužka in pa potem ta Kickstarter je nekaj, kar v Ameriki je bilo že kar nekajkrat izvedeno,
najbolj uspešna zgodba, mislim, da so zbrali celo 3,5 milijone ali nekaj takega pri Kickstarterju. Samo to je bilo že tako, da je bila v bistvu prej nadaljevanka, potem pa film. In v našem primeru smo rekli, dajmo probati, da vidimo, kaj se da. Je pa res, da Ja. pri Kickstarterju vsem tako, da to je nekaj tako abstraktnega zdaj. To je tuja platforma, ki pri nas v bistvu še ni tako zelo poznana in uveljavljena. Ljudje ne zaupajo, ker se je treba vpisati, čeprav če tako pogledamo, se je treba vpisati tudi za neko tako Za kupe štumfe. Ja, recimo. Ne? Ja. Tako da pri nas je to drugače, kot je v tujini. A ne? Je pa glavno bistvo tega, da smo šli v Kickstarter projekt, pravzaprav, mislim, jasno, si želimo dobiti en dodaten vir financiranja, po drugi strani gre pa za to, da bi radi povezali ljudi, a ne, da lahko sodelujejo, da so lahko del te zgodbe, da v bistvu spremljajo. Mi v bistvu na tak način povabimo vse, da ste del te zgodbe. A na kakšen način so lahko del te zgodbe? Ja, če prispevajo, kolikor prispevajo glede na svoje zmožnosti, lahko sodelujejo bodi si tako, da dobijo neke zadeve, ki jih sicer ne morejo, recimo nek dostop do live streaminga tega projekcije. Ne? Prvi lahko slišijo glasbo iz filma, dobijo podpisan plakat recimo iz filma. To so neke take malenkosti bolj za one zbiratelje, ljubitelje. Pomno smo pa tudi se spomnili par divjih nagrad. Recimo to, da lahko poimenujejo lik v filmu, to je seveda omejeno število tega. Zaenkrat smo dobili ogromno zanimanja glede tega, ampak nihče pa se še ni izprsil za to, tako da je še vedno frej. Še vedno čakamo, da bo ta lik dobil ime. Ja, mislim, to je en lik v filmu, ki je praktično več opcij, kako se bi ga poimenoval. In če ne drugega, povabiš prijatelje, odpreš pivo, gledaš film in rečeš, hej, jaz sem dal ime temu. Ja. Je pa tukaj seveda moramo opozoriti, da mora naš odvetnik to odobriti, da ne bi kdo se imenoval kakšen politiko ali pa kaj, ali pa še spremenil ime, tako da bi bilo kaj žaljivo. No, pa še ena zanimivost je, da recimo, da lahko na koncu filma, ko gre odjavna špica, piše stavek po vaši izbiri. Se pravi, Ja, ne vem, lahko napišeš kar češ. Ne spet kar češ. kar hočeš, ja. Ampak daš predlog in naš odvetnik to pregleda, ampak v glavnem pa mislim, da je tukaj res neskončno možnosti. A ni fino, da bi tako, ne vem, da svojemu sinu napišeš in potem celo življenje to lahko tam. Pa skozi siliš, da gleda ta film. Ja, Daj, oče, nekaj se sem že videl, no, na koncu piše. Na koncu nekaj piše prav zate. Sine, rad te imam. Ja. A ne? Pomislili smo, da bi recimo nekdo hotel napisati za punco, ali bi se poročila z mano in poljo peleš v kino in rečeš, daj pogled do konca in pogledaj in piše. Pa kdo gleda to odjavno špico? Špela bi se poročila z mano, ja. Ne, moraš gledati. Zakaj moram? A te ne zanima, kdo masko dela? Tako bolj, okej. Sam problem je, če se vmes razide, da. Ja. Potem pač mogoče mora najti punco z enakim imenom. Ja. Ali pa da je ta nova, da je do konca pogledati. Ne, ni treba, peva čim prej. Ali je lik, ki mu lahko torej ljudje, ki sodelujejo na Kickstarterju, izberejo ime, pozitiven, negativen, kakšen lik je to? Srednje. Mislim, jaz bi rekel, da je to človek, ki je točen tak, kot smo vsi, se pravi, malo Ne obojga. ve, ti ne ve. Jaz sem bil pijan, ko smo pisali, tako da se nič ne spomnim. Upam, da je dober scenarij. Oba so bila nenaspana, ker otrok se je še razdej navadil spat. Tako da ponovadi so pisala scenarij, ko je zaspala in so šla v V enem garažo. takem bluru, tako da, ja. Ampak ja. Ja. So bila pa prav tako, so se počutila kot oni start-up, Steve Jobs, Bill Gates, te, ki so v garaži noter nekaj ustvarjali. Med cevmi, Čist pa tako, pa v prahu. Underground. Zdaj ni več prahu, no. Zdaj ni več prahu. In koliko milijonov namerava ta zbrati s Kickstarterjem? Milijonov. Kjer je valuti? Ja, dinarjih. Se res, kriptovaluta, tudi lahko kaj... Ja, to so nam predlagali tudi kolegi. Dajte raje zbirati bitcoine, mislim tako, da ljudje darujejo bitcoine. To je bila dobra ideja. Ne vem, če že obstaja neka crowdfunding platforma za bitcoine, to bi bilo kar dobro. Kakšen cilj sta si postavila? Ja, cilj je 9.000 evrov, kar zveni malo, ampak je tudi hkrati veliko za zbrati. Če vsak da 20 evrov, pomisliš, to mora biti kar nekaj ljudi, ki bo dal 20 evrov. Ampak 9.000 v smislu filma res ni veliko, še posebej, če pomislimo, da v Hollywoodu snemajo 100, 200, 300 milijonov. Ampak tak, to je v bistvu nek, bi rekel, skoraj ne prispevek, ki nam bo omogočil mogoče malo boljšo opremo, še kakšen snemalni dan več. In pa prehrano za našo ekipo.
Dobro, da se kaj z ekipo, ne za me, jaz sem že zdaj malo lačen. In kako vama gre? Poseben Kickstarter sam zate. Ja, za zbiramo za Tinovo prehrano. Zaenkrat smo čez polovico, imamo še 10 dni, zdaj bomo naredili še malo večji boom, da stisnemo, tudi moramo sorodnike podrezati, da ne še kaj prispevajo. Kdaj se zaključi? Prvi poletni dan. 21. Se pravi, 21. junija, ko se začne poletje in takrat bomo vedeli, koliko imamo denarja in koliko si lahko privoščimo sendvičev. Pa še čisto vprašanje, malce osebno, a ne? Zdaj vidva sta partnerja tudi v zasebnem življenju, zdaj sodelujeta kot soscenarista pri vašem prvem projektu. Kako se ujemata, dopolnjujeta, to kaj vpliva na vajino življenje? Ja, kar. Jaz rečem, če se ne strinjaš z mano, pač ne bo kosilo. Spal na kavču. Tako bo, ko jaz rečem, pa spiš ne, mislim, vpliva predvsem to, da imamo kar enkrat že tako manj časa, ker imamo majhnega otroka, pa še hkrati proba vsak prosti trenutek izkoristiti za delo, tako da velikrat so pol še tam polnoči enih oba na računalnikih nekih stiskala. Koliko je že ura? Tako da mi da moram spati. Jaz moram spati, jaz moram več. Spremenila sem cel prizor, tako. Ja, mislim, pa to, da dostkrat namesto, da bi mogoče takole šla na sprehod pa uživala, se pa cel čas pogovarja, sama, misliš, da kaj pa če bi bilo boljše, če bi ta to naredil, tako da v bistvu skozi nekaj tuhtava. No. Ja, nama je v bistvu to delo strast, nama je to veselje, tako da dejansko ni nekega tistega, zdaj grem pa v službo, zdaj bom pa samo to delo, ampak se rada o tem pogovarjava, rada razmišljava o tem, je užitek, no? Tako da je to nekaj nama skupnega in zaradi tega, kar se tega tiče, se dobro razumeva. Ja, mora se pa tudi prav reči, v petek pa prav zvečer, ko tam malo zaspi, nič več ne delava. In pol se sicer ne držijo tega, če spakaj, zdaj sam še nekaj, da pošljam 2 maila, in pol je kar enkrat ura 10. Ampak se trudvano biti bolj organizirana, pa bolj disciplinirana. Mi da so taka, da itak nama skozi deluje nekak domišljija, skozi, ne vem, on nekaj reče, jaz takoj vrnem nazaj žogico ali pa obratno, tako in napisal se skozi iskri, tako da se stalno pišejo scenariji tudi za naprej. Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi, da med nama, da tukaj ni neke razmejitve zasebno pa poslovno. Mogoče bi bilo to dobro, da bi kdaj tako bila. Bilo tako, spoštovana gospod Majdiča, pridete v pisarno. Za šuklet. Drug film. A prijo šuklet. Kakšen psi. A je to vajen edini projekt za letošnje leto ali imate še kaj vzporednih? Imamo festival Punch, to je vsako leto na Ljubljanskem gradu, zdaj že 14. leto, tako da tukaj sva tudi že odkar je tudi Urška vključena v festival, veliko pomaga in delava večinoma tudi skupaj. Tako da mislim, poleg otroka imamo več čas neke stvari, tudi plani za naprej, neki stand-up nastopi, Urška dela tudi glasbo zdaj za film vzporedno, tako da ob večerih, če ne piševa, pol Urška doma, sicer na slušalke, ampak udriha po tipkovnici. In on mi govori nekaj tako pol ure, jaz pa tako slušalke, tako, ti si tukaj. In pa sem razmišljal. Tako da ne, imamo kar veliko planov, pa tudi rada bi, da nismo samo muha enodnevnica, pa da zdaj, ko se bo zgodil ta film, da bo začela tako, kaj pa zdaj, ampak bi rada bila tudi pripravljena potem za naslednje korake, tako, ker tudi tako so se naučila z leti, da skozi moraš tuhtati, kaj pa pol. Kaj je naslednji korak? Ni lihno, da pač si na plači in čakaš, da bo ura 4. Ker pač plača nimava, ne, to pač ni, tega ni. Je naslednji korak Hollywood? Kaj pa vem, no, jaz moram priznati, Njega bolj vleče v Indijo, Bollywood. Bollywood je večji kot Hollywood. Mislim, mogoče bomo naredili nov Wood, Radomlje Wood. Ja. Fajn bi bilo, da se izkoristi ta potencial, ki ga imamo v tem prostoru tukaj. Po drugi strani pa, valjda se Hollywood je neki, če ne drugega, neka dežela, kjer imaš tudi na voljo še boljše igralce, še boljše opremo, še več možnosti, več tudi finančnih sredstev, pa tudi večji doseg gledalcev. Tako da, to, mislim, malo je par scenarijev, ki so tako, mogoče bi bilo to boljše napisati v angleščini, to pa so sanje vsakega, po mojem, ki nekaj ustvarja. Sam glede na to, da je tudi najin kolega Mitja Okoran, jaz ga poznam že, kar sem bil star 16, smo se spoznali na avtobusu iz Kranja v Francijo. Ko vidiš, da vidiš
če se da, ne, če nekdo se trudi, dela, se tudi Ja, ta vrata on je lahko dober odprejo. primer tega, da si lahko neodvisen in poslušaš sebe in uspeš. In to se nam zdi res taka dobra zgodba o uspehu. Ja. In se tudi midva nekako želiva tega držati, ker je kar veliko ljudi, ki pametujejo in skušajo polena pod noge, pa tako, pa daj podpri, no, če vidiš, da se ljudje trudijo, je treba pač, se mi zdi, ne, podpreti. Zakaj bi bili negativni, ne? Tako, pač. Svet je velik, življenje je eno, treba je sanjati in živeti svoje sanje.